Govori se, da gensko spremenili lakoto in da bomo ostali nekonkurenčni v primerjavi z ameriškim kmetijstvom, če ne bomo se dovolili in pa poslužili teh gensko spremenjenih tehnologij in pa spustili gensko spremenjenih organizmov v prehrano v kmetijstvo. Sam ne delim tega mnenja. Evropa ima zelo malo površin, toliko kot je njivskih površin v Sloveniji, je v Evropi gensko spremenjenih poljščin, pa je Evropa samooskrbna, velika izvoznica hrane, največja izvoznica hrane in tudi Američani zelo radi posegajo po evropskih končnih izdelkih in smo v bistvu v tem tudi z tem, ko imamo okolju sprejemljivejše, varnejše kmetijstvo, v tem imamo tudi ločeno konkurenčno prednost. Tako da so ostale tudi žlahtniteljske metode, ki delajo velike napredke pri razvoju semen, tako da sam nisem med tistimi, ki bi potrdil tej tezi, da vekoliko ne bomo prisegli na gensko spremenjeno tehnologijo, da bo svet lačen.